Besedi bom sedaj povabil našega gosta, gospoda Milana Lukića. Gospod Lukić, verjetno ga številni poznate, je ustanovitelj, dolgoletni direktor družinskega podjetja Lumar. Danes nastopa tudi v imenu Štajerske gospodarske zbornice in v njenem imenu bo zastavil predsedniškim kandidatom tudi vprašanje. Gospod Lukić, izvolite. Lep pozdrav tudi z moje strani vsem predsedniškim kandidatkom in kandidatkam. Trenutne gospodarske razmere, tako kot je že bilo zdaj vmes govorjeno, v Sloveniji so zelo ugodne, kar se kaže v zelo dobrih gospodarskih rezultatih. Le to je slovensko gospodarstvo ustvarilo v prvi vrsti zahvaljujoč svoji iznajdljivosti in fleksibilnosti. Trenutna slovenska vlada k temu ni veliko pripomogla. Res da mu s svojimi ukrepi tudi ni veliko škodovala. Čeprav je tudi tega nekaj bilo. Podaljšanje veljavnosti kriznega DDV-ja, ponesrečena mini davčna reforma, populistična uvedba 2. januarja kot državnega praznika in tako dalje. Vlada ni izpeljala reforme, kot so delovnopravna zakonodaja, celovita davčna reforma, zdravstvena reforma, učinkovitejši in bolj racionalen javni sektor in podobno. Ali menite, da bi predvsem kot moralna in politična avtoriteta morali vlado pozivati k učinkovitemu delu, ko gre za interese gospodarstva, in pa kako se boste kot predsednik tudi drugače ukvarjali z gospodarskim razvojem države? Gospod Šarec, hvala lepa za vprašanje. Gospod Šarec, pri vas gremo vrteti ta krog. Seveda je to je potrebno nenehno opozarjati, tudi kot župan to vidim. To je od Poncija do Pilata po ministrstvih, prostorski akti se sprejemajo po 8 let, čakaš 9 mesecev na mnenje, potem dobiš negativno mnenje in potem spet traja. Predvsem bomo gospodarstvu največ pomagali s tem, da bomo debirokratizirali našo zakonodajo. Postopki so absolutno predolgi, če se samo spomnite pivovarne, ki je zdaj na drugi strani meje, in gospodarstvu je predvsem treba pomagati s tem, da bodo tisti, ki bodo želeli delati, ki bodo želeli biti podjetniki, da bodo hitro prišli do papirjev, do dovoljenj in da bodo lahko investirali. Kot predsednik, gospod Šarec, ja. Kaj konkretno kot predsednik? Gospod je vprašal zelo konkretno. Mora predsednik opozarjati vlado, pozivati vlado in tako naprej v zvezi z gospodarskim razvojem, ali ne? Tudi nastopiti v parlamentu na to temo, če je to potrebno. Kajti predsednika mediji povzamejo. Če predsednik nekaj reče, ima to težo, mediji to povzamejo in to mnenje mora tudi nekaj veljati. Sicer je brez veze, da smo država. Gospod Tomc, izvolite, k vam greva zdaj z tem istim vprašanjem. Predsednik in gospodarski razvoj, pozivanje na gospodarski razvoj, je to tema predsednika republike ali ne? Absolutno je to tema predsednika republike, ker zagovarjam, da je tema predsednika republike vse, kar je pomembnega za ljudi in za to državo. Gospodarstvo je za to državo pomembno. Gospod Lukić ve, da sem dolga leta se zauzemala za to, da bi bili pogoji za gospodarstvo boljši, tudi skupaj sva sodelovala. Natančno poznam vse, kaj teži gospodarstvo, od delovnopravne zakonodaje do davčne zakonodaje, in mislim, da tukaj notri ležijo ne samo nujni popravki zakonodaje kot takšne, kar morajo narediti v parlamentu, ampak da tukaj ležijo strukturni problemi. In če so strukturni problemi, potem jaz mislim, da je predsednik države dolžan, da na to ne samo opozori. A veste, če bi imel neko čarobno paličico, bi lahko zaprl vse te ljudi, ki odločajo, v neko sobo in jih ne spustil ven, dokler se ne odločijo, ne povejo kako, kdaj in na kakšen način bodo naredili spremembe. Hvala lepa. Gospa Makovec, izvolite, na kratko. Predsednik mora imeti dialog tudi z izvršno oblastjo oziroma z vsemi vejami oblasti. Predvsem pa spodbujati odpiranje vrat. In če komu, potem slovenskemu gospodarstvu. Zato gospodarska diplomacija, zato poudarek tudi na povezovanju izobraževanja in gospodarstva in predvsem temu, da naše okolje v resnici tudi odpremo v želji, da začnemo sprejemati naložbe. Verjemite, da marsikdaj slišimo iz različnih političnih logov deklarativno naravnanost k temu, da sprejemamo nekaj novega, da potrebujemo kapital, da potrebujemo novo znanje. Ko pa se je potrebno politično o tem odločiti, pa drugemu ne verjamemo več oziroma si ne zaupamo
Še posebej takrat, ko bi lahko res hitro naredili nekaj dobrega za ljudi. In tudi preomenjeni primer Magne je pokazal tudi ta del zgodbe, ne le vladni, tudi drugi del. In jaz mislim, da si je potrebno včasih sneti masko in si odkrito povedati, kaj res dobrega lahko naredimo za ljudi. In predsedniški glas je tukaj ključni glas. Gospod Popovič, gospa Novakova, za vas isto vprašanje, torej gospoda Lukića. Vloga predsednika pri spodbujanju gospodarskega razvoja. Sprašujemo vas seveda tudi za ta del Slovenije, za katerega vemo, v kakšni gospodarski situaciji je. Gospa Novakova. Sedaj opozarjam na to vlado kot predsednica stranke in kot poslanka v državnem zboru. Mi smo imeli ali pa imamo najboljši gospodarski program, ogromno se srečujemo s podjetji, podjetniki, z gospodarsko zbornico, obrtno-podjetniško zbornico in vemo, kje so problemi. Torej, kot predsednica države ne bom nehala na to opozarjati, ker predsednik države mora tudi imeti vizijo, kam mora država iti, Katere gospodarske panoge, gospa Novak, bi vi usmerjali državo? Katere gospodarske panoge? Jaz pravim, da na področju turizma, kmetijstva, dopolnilne dejavnosti na kmetijstvu, za vse to imamo v Sloveniji čudovite možnosti. In mene boli srce, ko vidim, koliko mladih mora iti od tukaj na delo v Avstrijo. In mi smo v parlamentu že predlagali spremembo davčne zakonodaje, zato da bi bila ob enaki bruto plači višja neto plača, torej manj prispevkov. Imamo tudi druge ukrepe, od socialne kapice, na katero nas nenehno opozarjajo gospodarstveniki. V Sloveniji pa o tem nočemo slišati, da bodo strokovnjaki, ki so potrebni v Sloveniji, odšli. Gospod Popovič. Zdaj se z gospodom Lukićem prav vsem strinjam. Nažalost je, dejstvo je, da slovensko gospodarstvo v zadnjem času gre neprimerno boljše, kot je šlo še pred leti, ampak gre zaradi tega, ker vleče vse ostalo gospodarstvo, cela Evropa in širše. Ampak seveda smo izvedljivi, imamo zelo izvedljive, zelo dobre podjetnike, smo družba visokotehnološka in lahko postanemo še neprimerno bolj. Izkoriščamo res nemogoče. Tako kot tudi v športnih izzivih in športnih rezultatih imamo tudi rezultate na gospodarstvu nesorazmerno s tem, kot vidimo, kako se obnaša politika. Dejstvo je, da predsednik vlade je tisti, predsednik države je tisti, ki lahko ogromno naredi, kajti predsednik države je tisti, ki državo sploh predstavlja. In kot jaz se ne predstavljam, da predsednik države gre nekam v tujino k nekemu drugemu predsedniku, da se ne pogovarja o gospodarstvu. Jaz mislim, da je prva tema, kateri se pogovarjajo, ravno gospodarstvo. In tam probajo najti neko solucijo ali neki modus, na kakšen način bi lahko to gospodarsko sodelovanje še povečali in potem po tej prije druge, razno druge teme. Jaz sem to prepričan, ampak če predsednik države nima pojma o gospodarstvu, res ne ve, ne zna in tudi ga ne zanima, potem kaj ne se pogovarja. Zato jaz mislim, da bo treba, da imamo predsednika države, da se lahko s temi predsedniki, ki so predsedniki najmočnejših držav, recimo on se bo mogel pogovarjati z Donaldom Trumpom, s Putinom in podobnimi ljudmi, ki verjemite mi, da dobro vejo, koliko je 1+1. Gospod Popovič, torej po vašem je vloga predsednika tukaj pri organizaciji gospodarskih delegacij. To je tudi seveda. Predsednik Pahor počel. Zelo pomembna, ampak vprašanje, kako je počel in kakšne so bile te delegacije, koga je s to delegacijo s sabo vzel in kako so bile pripravljene delegacije, koliko pogodb so podpisali in podobno. Koliko so izkoristili, da smo država. To so zelo pomembni detalji, ki jih ne smemo zanemariti. Predsednik države lahko predlaga tudi zakon, zakaj pa ne, ima svoje strokovne sodelavce, ki jih plačamo, in lahko predlagajo svoj zakon, če vidi, da vlada ne more, zbere 5000 podpisov in vloži v državni zbor, tako kot lahko jaz. Kot lahko vi, kot lahko on, kot lahko kdorkoli. Zakaj? Kje pa piše, zdaj pa povejte vi, gospa ministrica, kje piše, da predsednik države tega ne sme narediti, prosim vas. No, lahko, samo če hoče in če zna, gospa ministrica, in ravno zato, ki imamo vlado tako, kot imamo tudi zdaj, je treba, rabimo predsednika države. Gospod Popovič, prosim, zaključiva tule misel. Gospod Pahor, besede gospoda Lukića so lahko bile razumljene kot kritika vladne politike in tako naprej, ampak ali ste vendarle razumeli te besede tudi kot kritiko vaših ravnanj v tem mandatu, da ste bili premalo glasni, kar se tiče gospodarstva, kot predsednik? Jaz sem sodeloval s 3 vladami v tem mandatu. Z vlado predsednika Janše, z vlado predsednice Bratuškove in z vlado sedanjega premierja Cerarja. Zame je bilo najbolj pomembno, za njih pa vem tudi, da sem bil politično nepristranski, da nisem pretirano, zlasti ne javno, solil pameti ne predsednikom vlade, ne ministrom, kaj je njihova naloga,
prav tako ne dajo stališč glede vprašanj, o katerih se bodo izjasnevali poslanci. V mojih govorih, teh je bilo 527, pa je bilo dovolj jasno sporočeno, da sem človek, ki je naklonjen odprtemu gospodarstvu, pospešeni reformi gospodarstva, ki mora biti bolj spodbudna za tuje in domače naložbe, da se mora vklopiti v globalno ekonomijo, da moramo biti v najbolj jedrni skupini Evropske unije. Vodil sem delegacije v tujino kot predsednik vlade in zdaj kot predsednik republike. Vi ste omenjali, gospod Popovič, recimo gospodina Putina v času, ko so gospodarske sankcije zoper Rusko federacijo, je bilo potrebno peljati slovenske gospodarstvenike na podpise pogodb, takrat v vrednosti 600 milijonov evrov, danes je, mislim, da tik pred tem, da pride do podpisa zadnje, ki bo povečala to vrednost na milijardo, tako, da nismo razjezili ali pa prizadeli samo hipec interesov baltskih držav, Poljske in drugih, ki so mislili, da sebično izkoriščamo dobre odnose z Rusko federacijo za svoje gospodarske interese. Hkrati smo morali imeti zaupanje v Ruski federaciji, da smo to naredili. In to je bilo mogoče tudi zato, ker sem imel s predsednikom Putinom in imam s predsednikom Putinom dober odnos. Tudi s predsednikom Trumpom sem ga vzpostavil. Tako da mi ne morete očitati, da ne bi bil po svojemu poslu.